Nekako smo se navadili, da neznane leteče predmete povezujemo predvsem z ZDA ali pa vsaj državami Zahoda. Vendar pa so tudi v nekdanji Sovjetski zvezi in državah nekdanjega vzhodnega bloka nenavadnim pojavom in neznanim letečim predmetom posvečali veliko pozornosti, le da tega niso obešali na veliki zvon. V Sovjetski zvezi so imeli celo državno službo, ki se je ukvarjala z nerazložljivimi pojavi v atmosferi, kot so to imenovali. Služba se je imenovala Setka ali po naše mreža in je bila povezana tako z znanstveniki kot z vojsko. Prav tako kot v ZDA so namreč tudi na vzhodu zabeležili veliko srečanj z NLP-ji, imeli so tudi svoj Roswell, strmoglavljenje enega od teh predmetov, pa tudi srečanja z nezemljani. Tako sovjetski kot ameriški viri pa poročajo, da so neznani leteči predmeti ali tisti, ki upravljajo z njimi, posebej zainteresirani za njihove jedrske in vojaške objekte. In neki dogodek je skoraj sprožil Tretjo svetovno vojno. 5. oktobra 1982 so polkovnika Borisa Sokolova, strokovnjaka za radijske valove in radijsko astronomijo pri takratnem sovjetskem ministrstvu za obrambo, poslali v Usovo v Ukrajini, kjer je bila nameščena vojaška baza z raketami dolgega dosega in jedrskimi konicami. Dan predtem so iz baze sporočili, da so nad njo več ur lahko opazovali neznane leteče predmete. In v času, ko so ti preletavali bazo, so v nadzornem centru nenadoma prejeli ukaz za izstrelitev raket. Ker bi takšen ukaz, ki bi nedvomno sprožil jedrsko vojno, lahko dali samo iz Moskve, so ga vojaki seveda hoteli preveriti, vendar ga niso mogli. Videti je bilo, kot da se je postopek sprožil sam od sebe, oziroma kot da je nekdo uspel vdreti v sistem šifer za izstrelitev raket. Za dolgih 15 sekund je bil svet na robu jedrske katastrofe. Potem pa se je, nenadoma kot se je začel, postopek sam od sebe tudi ustavil. Ko so kasneje pregledali vsak del naprav, ki sodelujejo pri izstrelitvi raket, na njih niso odkrili nobenih nepravilnosti. Polkovnik Sokolov, ki je o dogodku prvič spregovoril šele leta 1997, je prepričan, da je šlo za sporočilo nezemljanov v smislu: vemo, da imate jedrsko orožje, vendar je to proti naši tehnologiji nemočno. Vedno lahko posežemo vmes. Ali imajo torej nezemljani nadzor nad jedrskim orožjem velesil? Misel je po eni strani srhljiva, saj bi to pomenilo, da ga lahko kadarkoli sprožijo. Po drugi strani pa nas mogoče varujejo pred tem, da bi uničili sami sebe in življenje na našem planetu. Zgodbe odkrito.si